po sodni vročevalki. V roke dati, vročiti, ne na kljuko dati. Jezus govoril, jaz sem pot, resnica in življenje. Torej, jaz sem pot, laž in življenje. Blagoslov, dober večer vsem. Bodite blagoslovljeni z modrostjo, z mirom, z močjo. To pa je, kaj je res. Kaj je res in kaj ni res. Kaj je laž in kaj je resnica. 100 let nazaj so govorili drugače. Govorili so, povej tisto, kar je res. Se pravi, ta beseda resnica ni toliko stara, kot se vi mislite. In mi imamo dve besedi za laž. Eno je laž, drugo je pa resnica. Vsak slavist vam bo povedal, da ca je samo končnica. Jedro besede je pa res ni. Ker je enako, če rečete, ni res, lažeš. In ko sem jaz lansko leto snemal vizije od Lorberja, direktno od Jezusa, ko je on rekel, resnično vam povem, sem spet imel težavo. Res nično. Če je nično, je pogodba nična. In je spet narobe prevedeno, oziroma je narobe rabljena beseda tisto, kar je res. In sem začel potem uporabljati besedo zares vam povem. Še največji absurd sem imel, ko je Jezus govoril, jaz sem pot, resnica in življenje. Torej, jaz sem pot, laž in življenje. In sem mogel to besedo spremeniti. Ne more Jezus govoriti, jaz sem pot, laž in življenje. Beseda resnica ni od vekomaj v slovenskem jeziku, je pa z namenom, da ljudje ne vejo več, kaj je res in kaj ni res. In zato sem jaz začel zdaj že pred enim letom uporabljati besedo ja, resa, če je ženska oblika. Ja, res je, v sklenatvi ja, resa. Na začetku, pred 5 leti, ko sem jaz Andreju Šišku pomagal spraviti knjigo ven, pa sem mu lektoriral določene tuje besede, na vsaki strani jih je 5 do 15, iz angleščine, nemščine, iz srbščine, iz italijanščine, sem mu povedal tudi za to besedo resnica, da ni primerna za naš jezik, da imamo pač dve besede za laž. In sem mu rekel, dajmo probati nekaj drugega, res je, da. In on v bistvu uporablja, tudi general Bolfek uporablja ta besedo res je, da, res jedno. Po 5 letih, ko sem imel opravka z Jezusom, sem pač to besedo spremenil v malo bolj svinečo, v ja, resa. Tako da zdaj imamo končno pravo besedo za tisto, kar je res. Mogoče bo še kakšen popravek, ampak nikakor ne more biti tisto, kar je res, beseda resnica. Zato, ker ni res, res ni, je enako laž. Tako, zdaj pa gremo nazaj k moji sodbi. Obrekovanje, vam še enkrat preberem. Zato, ker jaz na prvem dnevu sojenja sem rekel, da ne razumem obtožnice. 159. člen obrekovanja omenja besedo neresnično. Kdor o kom trdi ali raznaša kaj neresničnega. Neres, pa še nično. A vidite, kakšna klobasa je to zdaj ratala. Se pravi, nekaj raznaša, kar je lažnivo, bi bilo zelo boljša uporaba. Kar lahko škoduje njegove časti in dobremu imenu. Zdaj pa gremo naprej. Jaz sem sojen, je prestal, sodbo sem dobil dom, ker nisem čakal do konca in sem bi mogel poslati domov, odprto, na kljuko obešeno in temu se reče po sodni vročevalki. V roke dati, vročiti, ne na kljuko dati.
Tukaj je dokument, ki ga je podpisala Nina Prosed. V kazenski zadevi, ki ste pred tukajšnjim sodiščem vodi po to pravilno številko, ta 68198-2019, zoper vas zaradi kaznivega dejanja obrekovanja po prvem in drugem odstavku 159. člena vam pošiljamo prepis izreka sodbe. In vas poučujemo, da se imate zoper sodbo pravico pritožiti, da pa morate pritožbo predhodno napovedati in sicer v roku 8 dni od vročitve tega sodnega pisma, ki je bil na kljuko obešen. Če tega v danem roku ne boste storili, se bo štelo, da se pravici do vložitve pritožbe odpovedujete in je zadeva takoj naslednji dan pravnomočna. Jaz sem dobil to v nakljuko. Ona bo 50 evrov stroškov meni poslala, niti datuma ni gor. Kjer dan mi je to dala na kljuko, ne v roke, na kljuko. In sploh nisem mogel vedeti, kjer dan se mi začne od dneva pritožbe. To je zdaj sodna vročevalka naredila iz Kranja. In kaj sem čakal, sem šel v spis pogledati, če je dala noter poročilo o vročitvi in zadnji dan 28, kako je bil za pritožbo, še tega ni bilo noter in jaz sem mogel 28 gledati pritožbo noter, sem je dal noter. Zdaj pa sodba je prišla na kljuko. Sodba na kljuko. Zapisnik o glavni obravnavi dne 20.5. Zdaj vam bom povedal, zakaj sem zapustil sodno dvorano, malo prej. Ob 17:20 uri se zadeva nadaljuje in sodnica sklene sklepe. Glavna obravnava se nadaljuje, brez da je na njej navzoči obtoženi Gidi Kozjek. Zavrnejo se dokazni predlogi zagovornika, da se kot pričo zasliši nadrejena oseba oškodovanca, ker smo hoteli preveriti, če se je dejansko njemu kakšna škoda zgodila, pa se ni, zato tudi tega niso dovolili, da ne bi dokazali, da se ni zgodila škoda. Pogledal YouTube kanal Rodovni vrtičkar, to jih tudi ne zanima, ki je dosti pribavil pogled zdravstveni karton obtoženca. Zavrže se dokazni predlog o postavitvi izvedenca psihiatrične stroke. To so že drugič sklepali, kaj sem jaz že manjšal. Prvič, ko sem rekel, da bomo izločili sodišče, je sodnica za 1 uro pa pol prekinila obravnavo, rekla je za 40 minut, potem je šla še ven po 20 minutah iz sodne dvorane, v višji štuk, se malo ukrepiti, ne? In je naredila naslednje sklepe. Po pregledu vloge naslovljene, ta dopis ima 6 pravnih procesnih vlog, ima 41 strani, na 6. strani me je prekinila, je rekla, da ne bom več govoril. Potem sem imel še 33 strani, jih sploh niso gledali. V glavnem, od 41 strani, ki sem jih hotel prebrati, je na 6. strani me ustavila, nas poslala ven sodne dvorane in ona naredila 15 sklepov, zdaj jih bom prebral. Na podlagi 6 strani, ker 41 bi pa mogel prebrati. Po pregledu vloge naslovljene, ta dopis ima 6 pravnih procesnih vlog in ima 41 strani in ostalih vlog obtoženca in njegovega zagovornika ter po posvetovanju senat sprejme sklep. Zahteva za izločitev sodnice Nine Prosed se zavrže kot očitno neutemeljena in usmerjena v zavlačevanje postopka in spodkopavanje avtoritete sodišča. Druga točka. Zahteva za izločitev uradnega zaznamka ugotovljenih dejstvih o okoliščinah kaznivega dejanja 25.2.2019 iz une sodbe, 113 klic, se zavrne. Se pravi, tisti list so uporabljali za izpet proti meni, kukor da sem se maščeval. Tretja točka. Zahteva za izločitev okrožnega sodišča Kranj se zavrže, ker sploh ne smejo oni odločati o tem. In 3 sklepi, nobene možnosti pritožbe na nobenega sklepa od teh 3. Zavrnejo se dokazni predlogi obtoženca in zagovornika, da se prvič kot priča zasliši Helga Dobrin, kot nepotrebno, ona je obtožnico spisala, obtožni predlog na višjem sodišču. Druga točka, kot priča zasliši direktorja Kranjske policije, direktorja kriminalistične policije Slovenije, generalnega direktorja policije, ministra za notranje zadeve, pridobi službeno kartoteko oškodovanca, predvsem ocena njegovega dela od leta 2018 do 2024. Četrta točka. Opravijo poizvedbe na iskalniku Google za rezultat Luka Pisovec ter preveri, kje je za povezavo med izjavami Gidi Kozjek, kje gre za povezavo z Gidi Kozjekom. 5. točka. Imenovanje sodnega izvedenca psihiatra in vpogled v spis
Prve 251, 215, 6. točka. Kot priča zasliši 1, 2, 3, 4, 5, vse so zavrnili. 7. točka. Pri upravljanju portala YouTube opravi poizvedbo, s katerih hipi naslovov so bili ogledi narejeni, kar je ključno, da vemo, če se je kdo 10krat to ogledal, ker je pač bila številka navedena. 8. točka. Po pridobitvi odgovora Google postaviti sodnega izvedenca telekomunikacije oziroma IT stroke, da časovno in krajevno ugotovi, koliko različnih oseb bi ti naslovi predstavljali in kje krajevno in časovno so umeščeni ogledi tega posnetka. 9. točka. Pri delodajalcu, oškodovancu policijska uprava Kranj opravijo poizvedbe, ali so bili neposredno narejeni v tem času seznanjeni s tem, neodvisno od tega postopka, ali je bil sprožen kakšen notranji varnostni postopek. 10. točka. Opravijo poizvedbe pri PP Kranju, v katerih postopkih je bil obtoženec obravnavan strani oškodovanca od 2017 do 2020, ter seznam vseh nalog in opravil, ki jih je oškodovanec opravil v smislu pregona obtoženca za prekrške in kazniva dejanja. 11. točka. Predlog, da naj se v zapisnik v glavni uporabi z dne 29.4. dopiše vsebina, kot obtoženec predlaga na listi številki 223-24 se zavrne. 12. točka. Da se kot priča ponovno zasliši oškodovanec. Vse to je zavrnjeno. Ko sem jaz to slišal, sem pobral papirje, sem rekel, nasvidenje za mrace futrati. Zato, ker nisem hotel več tega poslušati, ker sem videl, da mora punca zaključiti zadevo, zato da ne bo zastarala. Da je pa ona vedela, da igram na karto zastaranja, zato ker druge variante niti ni bilo, ker ne moreš zmagati proti kriminalistom, pa tožilcem, pa sodnikom, ki skupaj kavo pijejo. Pa sem tam razsvetljen, da sem vedel, da ne morem zmagati, da pač lažejo. In je tožilc rekel, ja, mi njemu verjamemo. Sem rekel, kako pa lahko njemu verjamete, ste si kdaj zlagal? Ja, prav se zlažem, si ga pa ne moreš vedeti, kdo laže. Nemogoče. In pogledajte, kjer dogodek je mene zdaj rešil. Božji načrt je hotel, da se mi pred obravnavo srečava blizu moje parcele, kjer je ena breza, ki sem jaz brezal sok nalival. Ampak eden me je prehitil. Ko sem jaz prišel do brezovega drevesa, je bila tam že na flaša gor navezana. Pa polhna, pa čez je tekel. Pa sem jaz to pole rešil, da nismo preveč oželi tole brezico, ne? Je treba biti pameten, da jo ne posušiš. No, pa sem jaz svojo flaško gor navezal 4krat tanjšo cevjo. In gledam, jaz sem šel že zvečer enkrat po steklenico 5 litrsko, pa naslednji dan bom na flašo še kar tam. Čez 2 dni pride en možakar, ki je z avtom. Jaz glih delam od zunaj, ga vidim na 200 metrov, hopla sem rekel, tega bom malo podučil, vse narobe naredil, meme tekel, škoda se dela, neodgovorno, sosedem na kolo, pridem zraven. Ko pridem na 5 metrov, debel pogledam, lega, pisovca, kriminalista. Sem rekel, najprej tisto, ker sem imel v glavu, sem rekel, če preveliko cevko imaš, da je to štofar zdaj gor, če si tekel. Ja, se vem, se to je kuj polho. To si je kar zmislil. Čisto rdeč je bil v glavu. In mi da govoriva, in zdaj bom prebral, kva so govorila, potem jaz kličem mojega svetovalca, prav, vse takoj zapiš, mogoče bomo to še rabili. Zdaj pa poslušajte. Ta list je mene rešil, da sem dokazal, da je on lažnivec. Evo, zaberem. 1.4. sem zapisal na računalnik, 2 dni, 3 dni prej sem imel že pa zabeležko narejeno v svojem rokovniku. Naznanilo povzročene gospodarske škode na drevesu in kraja brezove vode na parceli številki 4.8 v Zgornji Besnici na Dobravah. Dne 27.3. 2025 ob 11.30 sem opazil ob drevesu breza navrtano luknjo, olubje s vedrom velikosti 10-11 mm. Cevka je bila napeljana v 5-litrsko plastenko, ki je bila prevezana z črno prevlečeno žico, na manjše drevo in pokrita z črno krpo okrog pokrovčka. Voda je tekla čez in tudi po drevesu, cevka je bila prazna, plastenka pa polna in teklo je čez rob. Nevarnost, da se drevo posuši, je bilo veliko, cevko sem staknil, ven iz drevesa zamašil luknjo, da se drevo ne posuši. Ta breza je ena redkih, če ne edina daleč naokrog, ki je primerna za zmerno točenje brezovega soka. To je opis. V cevki s premerom 10-11 mm se v 24 urah nateče do 50 litrov soka drevesne krvi. V 2 dnevih bi steklo mimo 100 litrov soka, kar je po ceniku, dobra misel, vsi produkti brezov sok, 5 evrov za 1 liter soka.
Skupaj 500 evrov gospodarske škode z velikim tveganjem odmrtja drevesa zaradi nestrokovne kraje. Dne 29.3.2025 sem med 11. in 13. uro opazil moder BMW in moža s 5-litrsko plastenko, ki gre peš od avta k omenjeni brezi. Rekel sem si, tega možakarja moram poučiti o neškodljivem nabiranju brezovega soka in ne povzročanju škode iz nevednosti in malomarnosti. Usedel sem se na kolo in se odpeljal 200 metrov do breze. Ko sem se pripeljal 10 metrov do breze, sem opazil, da je to Luka Pisovec, šef kriminalistov Kranj. Takoj sem mu rekel. Dialog, 3-minutni, sledi. Egidi Kozjek. Cevka je prevelika, čez je teklo, pokrovček moraš imeti zatesnjen. Plastenka je bila že 2 dni nazaj ob 11.30 polna in sem staknil ven cevko. Pisovec Luka je rekel, ves zardel v obraz. Vem, ja, saj imam dovolj soka, medtem je odvezoval plastenko dol z drevesa, da jo odnese seboj. Egidi Kozjek. Na to sem mu rekel, kaj bomo naredila s kazensko zadevo? Pisovec Luka, katero? Egidi Kozjek, ja, obrekovanje, saj veš, da to nikomor ne koristi. Daj nehaj gont to, kaj bi sploh rad. Celo tvojo zgodovino bom prevlekel na dan na sodišču. Pisovec Luka, zdaj vidim, da si se skuliral, umiril. Pisovec Luka, jaz bi samo imel rad v službi. Mir. Egidi Kozjek, a imaš probleme v službi? Ja. Pisovec Luka. Egidi Kozjek, pa saj veš, da sem ti na to povedal na Kostanjevem pikniku, pa Klemen Kozjek, njegov najboljši prijatelj od 4. razreda osnovne šole naprej, je bil zraven. Je prišel vleč na ušesa, pa saj veš, da jaz ne lažem. To je šlo takrat za balkanskega bojevnika, leto 2011. Pisovec Luka, ti misliš, da veš, kaj je moje delo, pa ne veš, kaj je moje delo. Egidi, a takrat, ko si me leta 2015 peljal na policijo in sem pristal v Begunjah, je pa bilo tvoje delo. Pisovec, takrat sem bil slučajno blizu. Egidi Kozjek, 2-krat si šel v mojo škodo do sedaj, pa veš, da so me davili 2019 v Besnici v lokalu na tenisu in sem bil 3-krat na kranjski policiji, pa mi nihče ni hotel sprejeti. Pisovec Luka, ni odgovoril. Egidi Kozjek, mi bomo šli do zastaranja. Pisovec Luka, ja, sej to je meni jasen, ker vidim, kaj pišete. Egidi Kozjek, a ti je prav, da gremo do zastaranja zadeve? Pisovec Luka, meni je čisto vseeno. Egidi Kozjek, prav potem gremo do zastaranja. Pisovec Luka, sam ne vem, če vam bo ratalo. Egidi Kozjek, imamo mi orožje dosti, v redu, ok, živijo, pa sva šla na razen. Pisovec Luka je pobral 5-litrski plastenki, polno in prazno, cevko črno žico ter odkorakal do avta, jaz pa sem se odpeljal s kolesom. 1.4.2015. Nemogoče, da bi ta spis meni kaj koristil. Ampak, boste videli, da ta zadeva je bila ključna. 29.4. 25.4. 25.4. je pisovec prišel na obravnavo, Iveljana Belis ga je sprašvala zunaj, zakaj ne oprosti, pa neha to gont, ne odstopi od pregona. In on pravi, na Okrajnem sodišču v Kranju, Iveljana prijazno prosila tožitelja, gospoda policista Luko Pisovca, da naj odstopi z milostjo v duhu gospoda Jezusa Kristusa. Od tožbe do gospoda Egidija Kozjek. Da mi je odgovoril, da on bi, da pa ne želi sprave gospod Egidi Kozjek Selinšek. Tukaj je podpis, to imamo v spisu, Iveljana je potrdila. Prva laž, ko smo ga dobili. Potem smo imeli pa na zaslišanju 25.4. Jaz sem imel pripravljenih 103 vprašanja za pisovca. In sem jih dal v spis. V spisu jih bo lahko pogledal na višjem sodišču, 19.5.2025 vloženo. Prvo vprašanje, tole so mi še uspeli. To je bilo ključno, da bom jaz njega dobil na laži. 103 vprašanja, ker sem jih smiselno postavil. 2 dni sem jih sestavljal. 8 strani je. In sem začel takole, s porotniki pa porotnica, poslušajte.
Da bom lahko objasnil, na čem slonijo moje opažanja, mnenja, predvidevanja in dokazi o trditvi, da verjetno pisovec Luka opravlja kakšne druge naloge in da je nezanesljiv kriminalist, moram vprašati nekaj vprašanj. Da bo porota, sodnica, tožilstvo in obramba razumela, če je šlo res za obrekovanje ali morda za lažno prijavo strani kriminalista pisovec Luka, torej napnite ušesa in oči. To je v zapisniku. Zdaj je že začela vik in krik, da ne bo dovolila naprej. Se je še malo manj, tole še malo, pa sem še to bral. Da bi lahko utemeljeno sklepali, kdo res laže in kdo govori, ja, reso, in da izključimo ali spoznamo, da gre za politično motiviran pregon in zlorabo položaja. Zato si moramo razjasniti, kako živite Egidi Kozjek Selinšek in pisovec Luka v Zgornji Bestnici v približni medsebojni zračni razdalji med 888 in 444 metrov, vsaj zadnjih 15 let. No, zdaj se pa nastopilo vprašanje. Prvo vprašanje. Če loči, kaj je resnica in kaj je laž? Sodnica prav, ne mesnega, to je potroško vprašanje. Seko, a res? Laž pa resnica je isto. Pa sem ga vprašal, a ste se vi kdaj v življenju zlagal? Sodnica nam mesnega odgovori, vsi se kdaj zlažemo. In taka mi je pol tudi skladno z resnico mi je napisala sodbo. Laž je premagala resnico. Na obeh stranih je laž. In taka je tudi sodba. Ker je res nična. Nična je sodba. Ker smo dobili pisovca, da laže. In njegovi dokazi temeljijo samo na njegovi besedi in na njegovi besedi mi njemu verjamemo. Mi pa njemu ne verjamemo, ker smo ga dobili, da laže. On je 14. aprila listovna številka 145 v spisu poslal mail, službeni mail sodnici, da 23. pa 25. četrtega lahko pride, 29. pa ne more, ker ima planiran dopust. Vklepajo pa še, da obtoženi izvaja vse možne pravne akrobacije z namenom zastaranja, to je bilo meni od njega osebno sporočeno. V zaslišanju 25. četrtega on pritrdi na vprašanje, v glavnem uporabljajo besede ne spomnim se, siguren ne, ali da sem se zlagal. Zdaj bom nekaj njegovih odgovorov postavil, vse se bo tle noter videti. Na vprašanje, ali se spomnim, da sem vam zaračunal gobo v Župcu v letu 2017. Podal mi jo je pa Klemen. Ali se spomnim tega dogodka, povem, da ne, niti podrazno. Se pravi, njegov spomin je toliko specificiran, da se tega niti podrazno ne spomne. Na vprašanje, da dopuščam možnost, da so vendarle govorila, povem, da ne, ker bi se drugače spomnil. Ne spomnim se, da bi bila sploh še kaj v komunikaciji po tistem dogodku, ko sem bil v intervenciji. To je bilo pa 2019. Ne spomnim se, a pol ure pred tem je v veži povedal Iviljani, da jaz nočem premirja. 14 dni pred tem pošlje mail, da je z mano govoril, sodnica je bila o tem obveščena in tle na glavni obravnavi 25. sodnica to posluša in ne odreagira. A niste zanjši ime enega maila poslal, da vam je bilo 7 dni sporočeno? Pred 2019 ne bi nazadnje govorila. Takrat sploh še ni bilo možnosti za staranje. Se pravi, zdaj smo še sodnico dobili, da je vedela, seznanjena je bila ona. Ona je bila od samega začetka seznanjena, da igramo na karto za staranje. In je cel postopek tako vodila. In je naredila toliko neumnosti, da se zdaj lahko malo smejemo, pa poslušamo te stvari. Na vprašanje, ali sem se kdaj v življenju zlagal, predsednica Senata tega vprašanja ne dovoli. To smo že prej povedali. Na vprašanje, s kakšno kaznijo bo priča zadovoljna, predsednica Senata tega vprašanja ne dovoli. Jaz sem ga 25. četrtega na zaslišanju izval, rekel, pa kaj sploh želiš, da me zaprejo, da se oprostim, da se omaknem. Ali na vprašanje lahko to situacijo popravim tako, da omaknem posnetek, se opravičim in rečem, da sem bil neprešteven, kaj želite, da naredim, da boste lahko kariero nadaljevali, povem, on pove, da samo želim, da sodišče ugotovi, kakor bo pač ugotovilo in temu primerno
kazen odmeri. Vi imate svoje pravice, ampak vi izigravate procesne pravice, nikjer ni zagotovila, da se čez nekaj časa ne boste premislili in spet postali norec. In kaj je objavili? Zapisnik tle na 17. strani, 25.4. Se pravi, jaz sem norec, ne? Razumete? Vse, zato pa to berem, ne? Na vprašanje zagovornika, mojega zagovornika, njega sprašujem, se pravi, zagovornik, kdaj ste nazadnje govorili z obdolženim pred objavo tega posnetka? Se pravi, če vas prav razumem, kdaj sem z njim govoril nazadnje pred junijem 2019. Ja. Se ne spomnim, govoril sem sigurno prej, takrat, ko sem dvakrat ukrepal zoper njega. Pred junijem 2019 je dvakrat ukrepal zoper mene. Se pravi, tle je povedal, da je ukrepal 2019, na klic 113, ki je vodil postopek, pa za 2015, ki je kar zginil, z tistega spisa ga nikjer ni. Tle je povedal, da je bil še že prej enkrat. Takrat, ko je pač imel probleme psihološke narave, takrat, ko sem pač moral ukrepati, to se spomnim, da je bilo nazadnje. Lahko, da je bilo še kaj, pa da se tega ne spomnim. Ali lahko pojasnite, zakaj ste ukrepali zoper obdolženega, moj zagovornik? Priča, enkrat sem ukrepal zato, ker je strašil oziroma ogrožal osnovnošolce. To je pa taka laž. Zato pa plačal, Drgoš plačal. Na osnovni šoli Besnica, se pravi, to je do 5. razreda. Takrat so učiteljice prestrašeno klicale, ko se je, bom rekel, nedostojno vedel in hodil po šoli, tam, kjer mu sploh ni bilo dovoljeno in pač zoper otroke in vse ostale. Bom rekel, kraval zganov. Če po domače povem, ko sem jaz prišel, ko so me klicali, ko sem jaz prišel, se je pač že on odstranil, ampak sem ga pač naprej v vasi dobil in potem poskrbel, da je bil primerno zdravniško obravnavan. On je poskrbel, da sem bil jaz primerno zdravniško obravnavan na tak način, da je poklical Mitja Mohorja z injekcijo in to je bila primerna obravnava, da so mene dali v jopič in se šel v begunje. Mitja Mohor ni dal nobenega zaznanka v zdravniškem pregledu. Torej, policijski sodelavci z gospodom Pisovcem vnukom fajn sodelujeta. Ona dva sta psihiatra, doktorja in eksekutorja. Enkrat prej pa sem že zaradi tega, ker je ta zloraba z namenom pomoči, kar je lažno klical na 112. Prišla je intervencija gasilcev in policistov, na kjer ni bilo potrebe. V tistem času bi bil lahko ogrožen kakšen drug človek ali dobrina, pa so se ukvarjali z lažno najavo. Tako da takrat je bil tudi v tej zadevi kazensko, v kasnejši fazi, jaz sem samo pomagal v delu dokazov. Ne drugače, ampak pomagal sem v delu dokazov, tam je bil potem tudi pravnomočno obsojen. Priča, zagovornik, ali lahko pojasnite, kaj ste mislili s tem primerno zdravniško obravnavan? On reče, po mojih podatkih, ko je bila obravnava na policiji zaključena, so ga tudi hospitalizirali v psihiatrični bolnišnici. Na vprašanje, to smo že povedali, to so te laži. Naslednji dokument. Na vprašanje, ali se spomnim, da sva govorili na Kostanjevem pikniku leta 2017. Pisovec pove, da se ne spomnim, da bi bil na pikniku sploh on leta 2017 in da sva midva govorila. Kot sem povedal, sva midva nazadnje komunicirala takrat, kar se jaz spomnim, ko sem ukrepal proti njemu, pa nič kasneje. To je bilo pred 2019, točno pa ne vem. Sodnica je imela v spisu listovna številka 145 sporočilo z njegovega policijskega maila, da je govoril z mano in da sem mu rekel, da bomo šli na zastaranje. In on pošle v spis, že znoro, 15.5. kazenski postopek številka 68198-2019 zoper obtoženega Egidi Kozika pojasnila na dosedanji potek kazenskega postopka ter podaja predlogov strani oškodovanca. 6 predlogov je dal. Ta drug predlog je zelo zanimiv, pa si tega pogledamo, da imamo predolgo.
6. točka je to od njegovih 9, a še več jih je. 11 točk je napisal. To je 15.4. dal v soden spis. 6. točka. Gidi Kozjek je 1.4.2025 v spis vložil svoje pisanje, listovna številka 204-205. To je pač tole. Breza. Brezov sok pa tole. Poslušajte zdaj. Vložil svoje pisanje, listovna številka 204-205. Vsebina pisanja je resnična. Po njegovem besedi pač je šlo, da se je to zgodilo. Res nič ne bilo. Pri tem pa je jasno iz zaporedja dogodkov razvidno, da je Gidi Kozjek že predvideval, da se tistega dne na parceli nahajam jaz, nekak neznanec oklepajo, in je do mene pristopil že namerno, provokativno ter s prižgano snemalno napravo. Snemalnik ali GSM, zaklepaj. Pri tem je pomembno, da gre ta naprava takrat za ta njegov namen, da ga ta naprava takrat za njegov namen ni motila glede elektromagnetnega sevanja. Celoten dialog med mano in seboj je audio posnel, sicer ne bi mogel s tem pisanjem ustvariti dobesednega najinega dialoga 3 dni pred tem dne 27.3. Pisal Luka, jaz imam fotografski spomin, v redu? Pisanje je spisal 1.4.2025. Tako iz pisanja, kot tudi iz dogodkov na kraju, pa je jasno razvidno, da je Gidi Kozjek mene pred prikritim snemanjem najinega pogovora, oklepaju, z očitnim namenom provociranja mene kot oškodovanca ter pridobivanjem dokazov za svojo razbremenitev v tem kazenskem postopku, zaklepaj, ni seznanil ali prosil za dovoljenje za snemanje. Zdaj moram jaz brez možganov hoditi okrog, pa Luka. Jaz si vse zapomnim, kaj ti rečeš. In dovoljenje za snemanje. To je prikrito posneto izjavo. To prikrito posneto izjavo oziroma najin pogovor pa je prepisal in jo preko pisanja na sodišče dne 1.4.2025 spravil kot dokaz v javno dostopen kazenski postopek. Zdaj pa poslušajte njegovo veleum. S tem je Gidi Kozjek izpolnil vse znake kaznivega dejanja, neopravičeno prisluškovanje in zvočno snemanje po 137. členu 2, člen KZ1. Prav, pisovc. Pa sva vendarle govorila po letu 2019 pri Brezi. Zvočno napravo, ki sem jo pa imel, je pa tlele noter, jo pa naušlo bo, ti jasno. Morda celo po prvem odstavku. S tem so podani razlogi iz 91. člena KZ1, iz tega razloga upoštevanemu sodišču ali spoštovanemu tožilstvu podajam predlog številka 2, da po uradni dolžnosti odločijo o uvedbi kazenskega postopka na to moje danes naznanjeno novo, enako oziroma hujše kaznivo dejanje po 137. členu KZ1 ter da se odloči tudi glede pretrganja zastaralnega roka v zvezi z 91. členom KZ1. Veste, zakaj je to naredil? Zato, ker se je bal, da bo zastaral in če ti narediš eno novo kaznivo dejanje v postopku, se ta postopek podaljša še za 6 let. Sodba je narejena, pisovca smo pa dobili, da je bil laž oziroma da je patološki lažnivec. Za zaključek vam povem še tole, kar je napisan v kazenski ovadbi, zelo na začetku 16.9.2019, to je bil ta prvi dokument, pa praktično, je napisan, od 52 sekunde tega videoposnetka je Gidi Kozjek lažno razlaga, da je kaznivo dejanje nedovoljenje preprodaje kokaina naznanil kriminalistu, magister pisal Sluku. Osumljeni Kozjek v nadaljevanju posnetka lažno navaja, da je magister pisovec po Ustavi Republike Slovenije opustil dolžnost ravnanja, ker ni ukrepal s postopkom kazenskega pregona zoper naznanjenega storilca. Od 1 minute 25 sekunde naprej lažno navaja, da se bo oškodovani magister pisovec zagovarjal pred celo Slovenijo. Zdaj se bo. A vi vidite v prihodnost? Da se bo. Lažno navajam, da se bo on zagovarjal. Pa zdaj se mora zagovarjati. Pa vi ste vedeževalci. Naprej vidite. Naprej vidite laž. 6 let naprej ste videli laž. A ste videli resnico? Oboje ste videli. Oboje narobe. Pisovec zagovarjal pred celo Slovenijo, ker ne opravlja svoje naloge, za katero je plačan, ampak opravlja verjetno kakšno drugo nalogo, ter da je nezanesljiv kriminalist.
V redu. Zdaj pa javnost v imenu ljudstva povejte, a sem predstavil dovolj dokazov, da je on lagal in vsa obtožba je temeljila na njegovi besedi in tožilci mu verjamejo. Sodnica je videla, da laže, tožilec je delal, da ne ve, da laže, kukor da ne videl te listovne številke 145. Oba dva sta vedela in po resnici so me obsodili in je res, je zdaj s temle z brezovim listom, ne? Bog me je rešil, Bog je pa je res, no. To je pa brezov list, to je pa listovna številka 1.4. naznanilo povzročene gospodarske škode. Pa snemal sem ga, z glavo sem ga snemal. Po 10 letih se je sam ujel dečko, šef kriminalistov. Mogel sem sebe oprati, 10 let sem ga čakal, sam se je na svojo zanko se je ujel. Tako da ta zadeva, kar se tiče Jarese, da vam povem, zakaj sem jaz toliko težil na sodišču, kaj je resnica in kaj je laž, zato ker sem jaz po božji milosti v Slovenijo spravil dve besedi, eno je res je da, ta druga je pa Jaresa. In ne morejo mene zapreti, če sem jaz utemeljitelj teh dveh besed. Za lažjo ali za resnico. Upam, da nisem bil preveč težek. Ampak za mene samo, ja, res je. Se spomnite oddaje Miše Molk? Res je. Res je oddaja, neki so križanke po pošti pošiljali pa žrebali potem. Zdaj vam še ena zgodba povedal od Nixona. Richard Nixon, ameriški predsednik, afera Watergate. Mislim, da je bilo tako. On je mogel odstopiti od predsednika. Mislim, da je bilo tako nekako. No. In so rekli, da laži. Veste, kaj je on na koncu odgovoril? Ne, nisem lagal. Izkazalo se je, da tisto, kar sem povedal, ni res. To so besede Richarda Nixona. Torej, Richard Nixon vam pravi Slovencem, da resnica pa ni res, je isto, kar laž. In zato začnite uporabljati drugače to besedo. Povej tisto, kar je res, ali pa povej tisto, kar se je res zgodilo. Napačna raba za resno je treba uporabljati pravilno rabo, ne resnično, ker če je nično, je nično. Za resno je pa zadeva malo bolj pije vodo, drži na mestu. Tako, to so te pomembne besede, ki jih je treba zdaj ukoreniti in jih začeti živeti. Zato, ker če ne bomo ločili laži od Jarese, potem bomo zelo hitro mrtvi. Ko pravijo, resnica boli, oziroma Jaresa boli, po ta novem zdaj. Jaz pa pravim, laž pa ubija. Laž pa ubija. Duhovno si mrtev, če lažeš. Ti sploh nisi človek, ti nisi duša. Samostojno živeča. Ne odločaš v svoji duševni usodi, če lažeš. Ti si v bistvu ujetnik. Ujetnik laži in si zmanipuliran od še večjih lažnivcev, da na koncu boš umrl. Ne moreš prepoznati Jarese, če lažeš. Koliko si pil spil? Enega, pa si dva. Daj si dan prišel. Ob dveh, pa si ob treh. Lej, dejstva so taka, to se je zgodilo. Pač moramo živeti pošteno, da lahko stojimo za svojimi besedami. Ja, sem prišel ob treh, sem imel še druge zadeve. Nimam slabe vesti, zgodilo se je. Poveš, koliko te je bilo. Če se pa zlažeš, je pa težko, da ti Bog zaupa. Ne? To je ena od 10 božjih zapovedi. In laž je zelo blizu, kdor laže tudi krade. In potem, ko najdeš lažnivca pri kraji, se bo branil in te bo hotel še ubiti. So že 3 grehi. In jaz mislim, da je danes Jaresa zmagala in da laž nima več prostora v Sloveniji in da tudi resnica se bo mogla posloviti, ker napačno zastopa bistvo vsebine. Kakšno vprašanje? Ni vprašanj. Jaz bom zaključil za danes. Jaz mislim, da sem tole zadevo dosti dobro predstavil, da se mi ne bo treba še pred kakšnim sodiščem lažnivim zagovarjati, ker to sramoto, mučenje tega si ne bom pozabil nikoli, kaj so mi naredili.
in bom zahteval po ustavi, da mi povrnete škodo, ki ste mi jo naredili ta mesec gospodarsko, socialno. Moja družina je trpela zelo in tudi moja gospodarstva zelo trpela. In za vse te blatene in kaznive dejanja, ki ste jih zdaj naredili, boste pač odgovarjali po vašem zakonu, ki ste si ga spisali. Sodil vam bo pa tudi Bog, ker on ima ta veliko palca. Tako da, Bog z vami, hvala za vaše besede. Zdaj se nekaj časa, ko to namo videli, ker bom jaz malo počival, ker sem precej veliko delal ta mesec. Hvala lepa, Mihael, lepo se imejte, Bog z vami, čujte se, ne lagati. Srčno hvala za to tvoje... Zdaj vem, kakšen si bil v 5. razredu, celo tako daleč. Vse vem zdaj. V 5. razredu. Moja, ne veš še vse. No, dobro, ampak zanimivo, ne? Dobro. Pranje umazanega perila na sodišču, ko pridete enkrat tja, ne pozna več konca.